Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Naj zaorje pesem o svobodi je fušala pojoča Urška oziroma predsednica Državnega zbora na partizanski proslavi. Zdaj bo več kot očitno zaorala tudi na področju človekovih pravic. Kot poroča Bojan Požar, je ena izmed 4 predlogov predsednice Republike Nataše Pirc Musar za bodočo varuhinjo človekovih pravic tudi nekdanja poslanka in trenutno državna sekretarka v Golobovem kabinetu Maša Kociper. Po prehrani, kurjenju, omrežnini, davkih in medijih bodo torej osvobodili še človekove pravice. Za čigave pravice bo pravzaprav Maška skrbela? Za naše? Malo morgen. Sedaj pa se lotimo 55. oddaje okrogle 8. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali mediji svobode, kako in zakaj bo Robertina osvobodila medije. Vlada je na Silvestrovo na dopisni seji sprejela predlog zakona o medijih, ki pomeni dokončno osvoboditev medijev po podobi vladajočega para in njunih prisklednikov. Kaj še prinaša, bomo vprašali naša posebna gosta. Dolgoletnega urednika in novinarja Mirka Majerja ter takisto že skoraj dolgoletnega novinarja Petra Mršeta. Mirko, Peter, toplo pozdravljeno v Faktorju. Dober večer in hvala za vabilo. Prosim. Mirko, če midva mogoče začneva, kot sem rekel že uvodoma, ti imaš res dolgoletne medijske izkušnje. Zdaj, na področju dela, pri zakonu o delovnih razmerjih rečemo, da je to mala delavska ustava. A je zakon o medijih za nekoga, ki dela v medijih, mala ustava? Absolutno bi se lahko strinjal s tem tvojim uvodom, Aljuš, da pa mogoče preden gremo v detajle tega novega medijskega zakona, ki nas je razburil na Silvestrovega dan, bi spregovoril malo o kontekstu. In sicer, rekel bi tako, imamo neke vrste zloveščo vlado. Zakaj pravim zloveščo? Na njenem čelu je politik, ki je v kazenskem postopku. To je hkrati z te pozicije tudi politik, ki obtožuje policijo sodelovanja z organiziranim kriminalom, drži štango notranjemu ministru, ki vzdržuje nezakonito imenovanega šefa policije. Potem imamo vlado, ki preko finančnega ministrstva, preko svojih vzvodov jemlje proračunska sredstva neodvisnim institucijam, ki s kakšnim mnenjem, ki jim ni všeč, pač se ji zameri. Zato tej vladi definitivno ne moremo zaupati, niti ko z nekimi novimi zakonskimi predlogi širi neko diskrecijo, samovoljo recimo države ali pa konkretno vladajoče politike na medijskem področju. In bistveno je, da to s tem novim zakonom oziroma novelo definitivno zelo grobo počnejo. Ok. Ampak vseeno me zanima vajino mnenje, Mirko, Peter, se pravi, koliko pomemben je zakon o medijih, recimo za medije, novinarje, tiste, ki delajo v medijih, a je to pač neka zakonodaja, ki je tam, ki velja, jo je treba spoštovati, ali je še kaj več od tega? Mislim, gotovo velja, gotovo je treba spoštovati. Konec koncev, če smo prebrali do konca, mislim, da v enem od zadnjih členov so navedene tudi kazni in te kazni gredo kar v visoke 10 000 lahko za nekatere te najhujše kršitve, ki jih tako našteva, ampak tudi, bom rekel, v desetine in stotine evrov tudi za neke manjše kršitve, oziroma zdaj kršitve. Tle so stvari, problem tega je logično, da ima zakon tudi pač, torej posledice in kazni. Problem tega zakona je, ker je precej nejasno napisan. Se pravi, en kup stvari je napisan v takih zelo nejasnih, visokoletečih besedah, ki se lahko na prvi pogled, ko človek to bere, se nam zdijo kar dobre. Mislim, se nam zdijo take, da to pa je nekaj, k čemur stremimo, ampak ko pa na koncu potem dobro premisliš, kako široka je ta neka definicija, ki je zelo nejasno določena, kako bodo potem to razni ti medijski inšpektori, ki bodo potem o teh stvarih odločali, interpretirali, mislim, da pa nas lahko potem kar precej spreleti srh, ko to beremo. Zdaj, če sem mogoče malo bolj konkreten,
Zelo jasno so navedeni neki cilji o pluralnosti in svobodi medijev, neodvisnosti novinarjev. Tam imamo cel seznam nekih teh, bom rekel, pobožnih želja za svetega Miklavža, ne? Ampak ko pa, mislim, podobne stvari smo videli tudi še kje drugje in kako se to izvaja v praksi, ne? Ker eno so besede, drugo je pa potem, kako se te besede dejansko interpretirajo pri zakonu. Ne? In tukaj so pa potem te nevarnosti. V čem je problem, Mirko? Zdaj, v čem je, ko praviš, Aljuš, teža ali pa velik pomen tega zakona, sploh na tako majhnem medijskem trgu, pa bom rekel tudi relativno slabo razvitem, v smislu tega, da imajo pač, ne vem, 2 do 3 medijske korporacije monopol nad oglaševanjem, je seveda glavno vzvodje, preko katerega se omejuje ta pluralizem medijev, pa posledično svoboda govora, denar. In jaz, čeprav javna razprava precej histerična, moram reči, do tega trenutka poteka predvsem o definiciji, recimo novi definiciji spletnih vplivnežev, ali pa tudi o pristojnostih medijskih inšpektorjev glede sovražnega govora, vendarle vidim največji problem tega novega zakona v členih, ki govorijo o financiranju. Ne? Mi vemo, da kar se tiče recimo tiskanih medijev, imamo praktično 90% tistih, ki nek realen vpliv na volivce in na ljudi, na javnosti imajo v lasti milijonarjev. Ne? In zdaj zelo za vse ostale, ne, ta zakon kaže intenco, da bi mu v naslednjih 2 letih razdelil še enkrat toliko denarja kot zdaj, tem izbranim milijonarjem po okusu pač vsakokratne ali pa aktualne koalicije. Ne? Medtem ko vsem drugim te bistveni členi, kar se financiranja tiče, nastavljajo eno prav cinično, rekel bi, da je smešna, ampak je v bistvu zelo morbidno cinična klauzula, in sicer mediji, ki pridejo v poštev za pomoč ali pa za neko subvencijo, morajo imeti samostojno in neodvisno uredniško politiko. Res bi rad videl Asto Vrečko ali pa Roberta Goloba, če mi naštejeta 3 takšne medije v Sloveniji. Ja, sej to je en zanimiv vidik, si zdaj, Mirko, odprl, se mi zdi, za našo nocojšnjo debato, ne? Ta neodvisnost. Zdaj, hecno je, da ta vlada, ne, ti si tudi uvodoma že to rekel, oni kar naprej govorijo o nekem osvobajanju, pa o neki neodvisnosti, pa zdaj resorna ministrica govori o celoviti pravici do obveščanja, ampak povsem jasno je, da nek politični akter, kjerkoli že, ne, posebej, če je na oblasti, pač ni tisti, ki bi lahko zdaj skrbel tu za neodvisnost. Ne. Zakaj ta oblast misli, da so oni varuhi neke pluralnosti, neodvisnosti in tako naprej? Saj je popolnoma jasno, da pač imajo oni politične interese, ki so lahko čisto legitimni, da se razumemo, ne? In da gotovo ne bojo sprejemali zakona, ki bo zdaj njihovi politični konkurenci ali pa drugače mislečim omogočil, da bojo bolj slišani, bojo imeli večji doseg, pa na koncu še kaj od tega zasluži. Če bi imeli nek družbeni konsens, bi bilo to tudi možno, ne? Samo problem je, ker tega ni. Ne? In predvsem mislim, da je Robert Golob zelo jasno povedal, kateri mediji, ne, so zanj neodvisni, ne, mislim, da jih je celo, ali pa kateri niso. Ne, mislim, da je celo pošiljal kriminaliste, ne, v tiste, ki niso. Ne. Zdaj, mislim, da spremljamo eno tako eskalacijo. Ne. Zdaj, če se spomnite, pred leti je Marjan Šarec namignil državnim podjetjem, ne oglašujejo v Novi 24 TV, se mi zdi, lahko da še v kakšnem drugem mediju. Ne. Ja, nekaj pa. In že to se mi je zdaj problematično. Ne. Zdaj tukaj gremo v eskalacijo tega, ne, ko pravzaprav ko se izrazito centralizira vse preglede oziroma nadzor nad tem, kje državna podjetja lahko oglašujejo in kje ne. In tukaj, glede na to, koliko je še vedno v Sloveniji teh državnih podjetij, ne, so to tudi nekateri izmed večjih oglaševalcev v Sloveniji, recimo Telekom Slovenije, Petrol, Pošta Slovenije. No, ampak če tu nadaljujemo mogoče debato, Mirko, ne? Zdaj, Petrol, recimo, ko ga je Petr omenil, se mi zdi en tak super primer, ne? Kako bo zdaj nekdo na vladi, jaz niti ne vem točno, kdo to bo, bo urad vlade za komuniciranje zdaj narekoval Petrolu, kako naj oni tržijo pač svoje storitve, kako se naj grejo marketing, oglaševanje in tako naprej. Se to je skregano z vsako logiko, ne? Mislim, zdaj, ko si konkretno omenil Petrol, lahko bi pa tudi kaj drugega, ne, imamo v tej vladi konec koncev še en problem. Ne. Mi imamo tukaj predsednika koalicijske stranke SD, Matjaža Hana, ne, ki vemo, da njegovo v bistvu zasebno podjetje, ki je zdaj pro forma, ne vem, v rokah družine, mislim, da žene, ne, dolgoletno posluje s Petrolom, ne, in vemo, da tudi ta medijska zakonodaja je dejansko ni samo projekt, ne vem, nekih anonimnih uradnikov na kulturnem ministrstvu, ampak je to seveda projekt Roberta Goloba, Matjaža Hana
Peljana in seveda tudi Aste Vrečko, ne, kot kulturne ministrice. Tako da že ko si samo eno državno podjetje, oziroma niti ne državno, no, ampak recimo paradržavno omenil, naletimo na direkten konflikt interesov. Ne. Tako da velike težave so pri tem, da si oblast jemlje dejansko neke usmeritve, kdo naj oglašuje in kdo ne, dobesedno v službo, ki je del tam generalnega sekretariata vlade. Ja. Če jaz odgovorim, Aljuš, lahko na tole, jaz bi rekel tako, jaz mislim, da sicer ni tukaj mišljeno, zdaj, da bi se kar a priori vlada vtikala v vsako oglaševanje. Ne. To je pravzaprav drugačne naravnano. Ne. To je naravnano tako, ne, da ko bi se zgodilo, da tukaj načeloma se pusti podjetju, recimo ne oglašujejo kot želijo, dokler ne presežejo tiste neke rdeče črte, ki jo politika ima. Ne. Se pravi, ko bi se pa oglaševanje Telekoma Slovenije ali Petrola ali ne vem koga pojavilo pa na napačni televiziji, ne, bo pa potem tukaj nekdo poklican verjetno na zagovor, ne, pa vprašan pozdravil, pa potem se mu bo dal zelo jasen namig, česa pa vendarle naj v prihodnosti ne počne. Jaz bi tukaj samo še en aspekt dodal. Ne. Ministrica za kulturo Asta Vrečko nas prepričuje, da ne bi smeli dajati prav nobene teže temu datumu sprejema zakona, se pravi 31. decembru lani. Tako, zdaj in utemeljuje to, sprejemali smo ta zakon in ga dopolnjevali leto in pol. Ja, pa sej ravno zato, ker je leto in pol potekalo sprejemanje in dopolnjevanje tega zakona, je toliko bolj smešno, da niti zadnja redna seja vlade, ki je bila, mislim, da 23. decembra pred božičnimi prazniki, ni bila ustrezna, da bi sprejeli pač to nekako vsem na očeh, ampak so počakali na dopisno sejo na Silvestrovo 31.12. Zdaj, ena zelo zanimiva usporednica, po mojem, eno leto nazaj je bila to afera Litijska, pa nezakonito prerasporejanje sredstev za sodno stavbo, ne? Ampak tudi pri tem medijskem zakonu, kot smo se lotili te debate, zaenkrat gre predvsem za prerasporejanje sredstev, tako kot pravi Peter, od medijev, ki nam niso všeč, k medijem, ki so nam bolj všeč. Ja, absolutno. Predlagam, da si vzamemo krajši premor, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako bo Robardina osvobodila medije. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša posebna gosta, dolgoletna urednika oziroma novinarja Mirko Majer in Peter Meše, sedaj pa podcasterja, ki imata svoj podcast Tedenski safari po slovenski politični savani. Peter, zdaj Mirko je omenil v prvem delu oddaje, da so nekako trije botri tega novega zakona, gotovo predsednik vlade Robert Golob, predsednik koalicijske stranke SD Matjaž Han in pa Asta Vrečko, koordinatorica stranke Levica, sicer tudi resorna ministrica, se pravi formalno predlagateljica zakona. Ona zaenkrat največ nastopa od te nesvete trojice, da tako rečem, v medijih, ampak se zdi, Peter, da še najmanj pozna vsebino tega zakona. Navajeni smo prej od njenih nastopov v javnosti, da so taki vehementni, odločni in tako naprej, zdaj pa kar nekaj jecla, motovili okrog in tako dalje. Zdaj, imela je saj en teden časa, glede na to, da je vlada sprejela zakon na Silvestrovo, do prvega nastopa v javnosti 6. januarja. Zakaj ti meniš, da so njeni nastopi taki? Ne pozna vsebine, je pač čuti neko stisko zaradi tega, kar mora zagovarjati, kar notri piše, ali kaj tretjega? Jaz mislim, da stiske ni, no. Jaz mislim, da ona je tle kar na liniji s tem zakonom, ne, ker mislim, da je bilo rečeno, ker sta dve ključni, bom rekel, te usmeri, v kateri zakon gre. Ne. Eno je prerasporejanje oziroma deljenje denarja svojim, ne, in drugo je, bom rekel, neka taka mehka ali pa malo mehka cenzura, ne, tako ali drugače. Zdaj, Asta Vrečko, iskreno se mi nikoli ni zdela posebej retorično močna. No. Zdaj, včasih morda res nastopa bolj vehementno, zdaj, kako divja je bila kakšna silvestrska žurka, polka je vlada dala žegen na medijski zakon, ne bi špekuliral, no, ampak se mi zdi, da pravzaprav jaz nisem nikoli vajen zares odločne. Mislim, odločne ja, no, ampak zares suverene. No. Se mi zdi, da je pač ona vedno imela težave z
z nekim tem daljšim, recimo, ali pa še posebej z bolj pripravljenim nasprotnikom. Ne. Se mi zdi, da pač tukaj jo je verjetno, se mi zdi, mogoče Andrej Hoivik zadnjič na Pop TV-ju malo presenetil, je pričakovala, da se bo mogla soočiti z enim mlajšim poslancem, pa ni pričakovala, da bo očitno prišel dobro pripravljeno oddajo. Ne vem. Ja, ne vem, poleg špekuliram. vsebine zakona hočeš reči tudi dela v parlamentu ne spremlja, ker če ne bi vedela, ne, da Andrej Hoivik je mlajši poslanec, ampak elokventen pa je. Ja. Izvoli, Mirko. Ja, jaz se strinjam, Asta Vrečko že tako se tudi meni ne zdi preveč retorično spretna in navezal bi se na Petra, pa malo pošalil, prazniki so naporen čas, ne, in praviš, da je imela teden dni časa, ja, vmes je bilo Silvestrovo, mislim, da neto časa je bilo manj, ampak šalo na stran, ne, izpadla je v teh svojih nastopih zelo raztreščeno, zmedeno, kot da dejansko sama se ni uspela prebiti preko besedila tega zakona. Zdaj lahko se potem seveda vprašamo, odkot te glavne usmeritve, kdo je potem naročil ali pa dal neke iztočnice, kakšni naj bodo te ključni členi, o katerih zdaj največ govorimo. Je pa dejstvo, ne, da Levica je znana potem, vsaj če gledamo druge resorje, za solidarno prihodnost ali pa delo, da jih tudi kadrovsko povsem zobvlada, ne? Tako da bi rekli, da neke osnovne premise so očitno njihove. To je še v največji meri približek njihovega pogleda na slovensko medijsko krajino oziroma na nek vzvod, preko katerega bi radi vladali in si jo podredili. Ne? To je res, ampak se mi zdi, da tle je ta razlika, no, Asta Vrečko pač nastopa, se mi zdi, kot neka princesa, ona ni operativka, ki bi ne, to so, Levica ima te svoje druge operativce, recimo, ki pišejo te stvari, pa so zgleda pač potem pozabili razložiti dovolj natančno ali pa ni razumela, ne vem, točno kaj vse je noter, ne, ker pač tukaj, se pravim, oni so, mislim, da je dokaj tako po svoje precej skrbno pripravili ta zakon za cilje, ki se nekako v ozadju izrisujejo. Ne? Kot rečeno, povprečen človek, ki gre brati ta zakon, v marsičem ne bo videl morda spornega na prvi pogled, sej vendarle si pa nihče ne želi sovraštva do, ne vem, drugače razmišljajočih ali pa... Zdaj, če govorimo ravno o tej javnem nastopanju oziroma tej javni razpravi, ki se je razvnela zdaj v zadnjih dneh okrog te nove medijske zakonodaje, mogoče si Aljuš še želel nastaviti potem v nadaljevanju, ampak bi vendarle širš pokomentiral. Ne? Ja, povej. Zdi se mi, da spremljamo eno tako skrajno histerično javno razpravo v bistvu dveh političnih alternativ, govorim pa predvsem o Gibanju Svoboda pa o SDS kot dveh največjih strankah na vsakem polu, z dokaj podobnim v bistvu apetitom po obvladovanju medijev, dost podobnim razumevanjem države kot neke vrste političnega plena, tudi podobno netoleranco, ki sem že prej omenil, do nekih neodvisnih institucij in konec koncev neke javne kritike. In zdaj tako, no, karkoli si že kdo misli o tem, kar bom povedal, ampak dejstvo, da sta ton, nek nivo tej javni razpravi vsaj v začetku nastavili na eni strani desna vplivnica Zala Klopčič, na drugi strani pa partnerka premierja Goloba Tina Gaber, meni v bistvu še najbolj povedno kaže, na kakšnem zgodovinskem dnu se je razprava o slovenski medijski krajini znašla na začetku leta 2025 v bistvu. Ne. Ja, ampak če gremo mi potem pa res na te vsebinske stvari, če za hip pustimo ob strani pač te politične konflikte, pa seveda tudi jasno izraženo željo po financiranju svojih oziroma spodbujanju medijev, da postanejo prijazni do aktualne ali pa vsakokratne oblasti. Ne. Mirko, ti si bil dolga leta, pač si delal v klasičnih, da tako rečem, elektronskih medijih, tudi bil si več let glavni urednik, recimo nazadnje na Planet TV in tako naprej, zdaj si pač podcaster. Ne? Če ti to dvoje primerjaš, zdi se, da vladi ni čisto jasno, ne, kako bi medije sploh opredelila, recimo družbenih medijev ne opredeljuje, ne, pa se o tem največ pogovarjamo zadnja leta, ne, opredeljuje pa kot medije ljudi, ki objavljamo na družbenih medijih. Res je, in tukaj je ta diskrepanca, ker Asta Vrečko govori o tem, da je to eden najbolj sodobnih medijskih zakonov v Evropi, morda celo na svetu sploh, na drugi strani smo... Ja, v vesolju. Na drugi strani smo v zadnjih urah prebirali recimo Dejana Verčiča, ki ga cenim kot komentatorja, ki je rekel, da je to ravno obratno, da je to skrajno zastarel in arhaičen zakon, pa dajmo potegniti še eno zadevo, ki nakazuje na to nerazumevanje sodobnega medijskega okolja, tudi teh podcastov
testov in vsega, kar si omenil, to je to polje umetne inteligence. In v bistvu Verčič pravi, sem univerzitetni profesor na fakulteti, praktično nobenega raziskovalnega članka ne pišem več brez pomoči umetne inteligence in zdaj bi nek medij posebej označeval, ne vem, da je nek odstavek nastal kot plod umetne inteligence. To je, ne vem, to je popolnoma v nasprotju duha časa. Mislim, da dejansko nihče ne razume nič, kar se tiče nekih sodobnih pojavov in sodobnih vplivov v medijskem prostoru. Peter, ti si karierni novinar. Zdaj, jasno je, da položaj novinarjev, kot bi rekel, poklicne skupine v Sloveniji še zdaleč ni rožnat, ampak ni videti, da bi ta nov predlog zakona kaj posebej to izboljševal. Ne, mislim, da še po svoje poslabšuje, oziroma tako bom rekel, kar se tega tiče, je zelo očitno pisan na kožo, bom rekel, nekim tem dinozavrskim strukturam v medijih, torej nekim tem starim medijskim hišam, velikim, pač zdaj, kakorkoli bi si mogoče nekateri želeli, ali pa je po svoje to neke vrste pozitivna želja, da bi pač za novinarji imeli neke redne zaposlitve ali pa trdne oblike zaposlitve. Smo videli tudi v preteklosti, da samo dejstvo, da si pač redno zaposlen v neki medijski hiši še ni dovolj, da ne bi, ko je pač bil kakšen politični pritisk na mediji izvršen, da je treba koga odpustiti, se jih je pač odpustili. To se je v preteklosti dogajalo, to se zdaj dogaja. Razlika je v tem, da pravzaprav recimo se tukaj ta javni denar, ki spet v zakonu zelo visoko leteče poetično piše, kako ga potrebujemo za razvoj in ne vem kaj v medijih v Sloveniji, se recimo tukaj omejuje glih neke manjše projekte, ki so po eni strani tisti, ki bi hipotetično ga najbolj potrebovali, kot zagonskega, po drugi strani pa pravzaprav jih najbolj omejuje, in so hkrati najbolj nevarni pravzaprav v statusu quo, torej najbolj ogrožajo kot bolj vitalni, kot bolj agilni in bolj navajeni na neke nove razmere, v primerjavi z nekimi, bom rekel, starimi mediji, ki so si posebej še našli noter neko klauzulo še za nek dodaten denar za digitalizacijo, kar tudi ne razumem čisto dobro. Zdaj vse spletne, mislim, vsi časopisi imajo svoje spletne portale, zdaj ne vem, kaj bojo oni digitalizirali oziroma pač kako mislijo to delati, ker po eni strani so 20 let ozadij, po drugi strani, ne vem, neke osnovne digitalizirajoče se stvari so naredili. Zdaj, kakšno digitalizacijo mislijo na ta način financirati, ne vem, ampak so tukaj stvari zastavljene tako, da favorizirajo pač neke te velike medijske hiše, ki so pač v tako ali pa drugačnem odnosu, bom rekel, z vladajočo koalicijo, ali pa z nekimi strukturami pač na tem ozadju, ki je postavilo recimo to vladajočo koalicijo. In se mi zdi, da se bojijo, pravzaprav s tem medijskim zakonom, kažejo na to, kako zelo se bojijo vzpona pravzaprav nekih novih oblik. Morda je to celo odgovor na lekcijo iz Amerike, kjer smo videli recimo pač, da so bili podcasti zelo pomemben faktor v predsedniški kampanji v ZDA, recimo, ki so pomagali Donaldu Trumpu do zmage, in bojijo se očitno ljudi na socialnih omrežjih, kjer pač vsaj recimo v Sloveniji, če smo konkretni na vsaj enem socialnem omrežju, pač mogoče ima opozicija nekoliko več prisotnosti kot pa vlada. In v tem kontekstu se mi zdi, da so se lotili potem pač te stvari tako dokaj neprikrito, saj za nekoga, ki zna brati med vrsticami, pač urejati v smislu, da bi imeli podlago, da se lahko spravijo na kakšnega tako imenovanega influencerja, če je treba, pri čemer je ta definicija influencerja napisana tako široko, da je to pač kdorkoli, ki karkoli objavi na Facebook in Twitter, ker mislim, da če sprav spomnim, je, se pravi, na spletnih platformah z namenom, da vpliva na družbo javno mnenje ali osebno mnenje. Ja. Zakaj neki pa kdorkoli karkoli objavi na kamorkoli, če ne zato, da bo pač neki delil z družbo in na ta način vplival na njo. Se pravi, tehnično gledano smo vsi ljudje, ki uporabljamo družbena omrežja, po tej definiciji
influencerji, ne, se pravi, lahko potem na kogarkoli velja tudi vsa ta določila iz medijske zakonodaje, kar ne spominja nekako na te diktature. Imajo običajno neko, recimo, ne vem točno v kateri državi, so imeli, mislim, da v glavnem mestu, v središču, eno križišče, kjer nisi mogel zapeljati drugače, kot da si naredil prekršek. Tako so bila pravila postavljena, da se ni dal drugače voziti, kot da narediš prekršek. Ne. In namen tega je seveda to, da vsi ljudje delajo prekrške in potem tistega, ki ga hočeš, ga ustaviš in oglobiš, zato ker imaš razlog, da je naredil prekršek. Ne. Se pravi, tukaj se postavlja neka taka osnova, se mi zdi, za neko tako pavšalno v prihodnosti, recimo potem uvedeno neko recimo spletno policijo, kot so jo že si želeli v preteklosti v Mladem forumu socialnih demokratov, oziroma da si zagotovijo maksimalno sredstev za medije, ki jih imajo pod kontrolo, zato da bi nekako to morda nekako balansirali dejstvo, da se medijska krajina obrača stran od teh, starih oblik medijev in išče nove. In te nove pa skušajo regulirati nekako čim bolj na tak način, da bi jih lahko v primeru, da če bi prišlo do tega, da jim nekaj ni všeč, lahko tudi posledično potem sankcionirajo. Ne? No, to financiranje digitalnega prehoda tiskanih medijev, ki ga je omenil Peter, se meni zdi morda celo eden bolj spornih členov v celi tej prenovljeni medijski zakonodaji. Zakaj? Že prej sem rekel, da imamo lastnike teh, kot jim pravi Peter, dinozavrskih medijskih struktur, ki so res uspešni poslovneži, pustimo na kakšen način kdo, ampak gre za milijonarje, ki drobec svojega premoženja namenjajo financiranju medijev in to ni njihova prvotna dejavnost. Zdaj pa, tisti, ki smo vsaj približno pomolili nos v medijski prostor, vemo tudi za tiskane medije, kje so glavni stroškovni nosilci. Stroškovni nosilci ob seveda strošku dela, za novinarje, sta predvsem tisk in distribucija tiska. Se pravi, mi bomo skozi pretvezo neke digitalizacije, ki je že opravljena, financirali tisti izgubaški del. Zakaj? Treba se vprašati, zakaj. Ker je pa tisk tisti, ki doseže daleč največjo volilno populacijo v tej državi, in to je populacija starejših ljudi, ki še vedno posegajo tudi po tiskanih edicijah. Tako da mi v bistvu obvodno financiramo te preživete medijske koncepte, hkrati pa, kot je Peter rekel, zaviramo na ta račun, ker se denar odteka tja, neke nove, manjše, samostojne, ko ravno uporabljajo v zakonu ta termin samostojno, oviramo ravno samostojne pri njihovih začetkih. Tako je. Pri čemer, jaz bi dodal še to, jaz mislim, da če bi bili mi, smo majhen medijski trg, ampak mislim, da je načeloma kar velik, mislim, v teoriji že, ali pa v sami osnovi je problem za neko resno neodvisnost medijev, če jih financira država. Se pravi, mi v idealnem svetu bi imeli medije, ki bi jih financirali bralci. In ne država, ker takoj, ko medij financira država, se pojavi potem, skušnjava pri odločevalcih, da bi pa favorizirali tiste medije, ki so jim ugodni, in to se je v tem mandatu pripeljalo do skrajnosti. Če je bilo v preteklosti, če je v preteklosti veljalo nekako, da se financira glavnino svoje, pa da neko džentelmensko manjšino tudi drugi strani. Mislim, da je zdaj pa Ministrstvo za kulturo pod Asto Vrečko to pripeljalo do take skrajnosti, da niti drobtinice več ne padajo z gospodarjeve mize in tudi kosi pogače, ki se režejo na gospodarjevi mizi, grejo ne zgolj svojim nazorskom, ampak svojim ponavadi po kakšnih vodstvenih ali drugačnih vezeh celo osebnih. Zelo dobra poanta, ki jo podpišem v smislu, da medij, ki od svojih gledalcev ali pa od svojih bralcev ne more preživeti, se to dolgoročno, v 3 do 5 letih pokaže, da ne gre, ne bi smel preprosto obstati na medijskem trgu, bi mogli poskušati drugače ali pa znova. Hočem reči, če bi pa dejansko ta ključ veljal na slovenskem trgu, vidim, da je bila tam v zakonu postavljena neka meja, recimo za tiskane medije 1500 naklada. Ne bom niti omenil podjetja ali pa izdajatelja, pa točno vem, za koga je bilo to napisano. Če bi dejansko iz prostora zginili mediji, ki sami ne morejo živeti, bi zelo, zelo malo od njega taki postali. Ena taka določba se mi zdi tudi zanimiva, Mirko, ki
po eni strani velja tako za Pop TV, kot recimo za vajin podcast, ne, če bi pač želela se vpisati v razvid medijev, je to, da moraš imeti 3 zaposlene v uredništvu, da si pač upravičen do sofinanciranja strani države. Ne. Ja, to je to. Ne? In na začetku, sploh če želiš biti kapitalsko pa politično neodvisen pa samostojen, kar sicer hkrati ironično ta zakon od mene ali pa od naju zahteva, ne? Se moraš z nečem postaviti na noge, hkrati pa padeš po tem filtru ven. Ne? Torej, če si nek one-man band oziroma v najnem primeru zaenkrat duet, ne, ti ne bo nihče pomagal niti pri tem vzpostavljanju prvih korakov. Ne. Ja, najboljše, da zdaj vidva zaposlite mene, pa jaz vaju, Evo, v trije uredništvu smo. in potem izpolnjujemo ta pogoj. Ne. Zdaj jaz ne vem, ker ni čisto jasno, jaz nisem čisto razumel tega, ne, a mora biti prav 3 redno zaposleni ali zadoščajo tudi pogodbeni sodelavci, ker recimo zelo pogosta praksa v medijih je pač, da so ljudje recimo... Ja, seveda, ja, se kdo pa je zaposlen. SP ali podobno, ampak je to tudi po svoje v naravi našega poklica, ne, sploh če recimo človek dela, marsikdo pač ne dela zgolj za en medij, ne, lahko dela za morda več medijev. Peter, če sem mal piker, mislim, da bojo šli skozi tudi SP-ji pa kakšne druge pogodbe, ker sicer bi tudi en portal, ki v premijevem imenu ali pa v imenu kabineta dostkrat napade partnerje pa politične nasprotnike verjetno izpadu iz pogojev za financiranje. No, se ta dotični portal v marsičem ne ustreza načelom tega medijskega zakona. Skoraj nobenem, ne. Prvič, članki niso podpisani, drugič, razkritja bi verjetno več prostora zavzela kot vsebina pač posameznih člankov, ampak tu verjetno gre za to, kar ste že rekli, ne, se pravi to križišče Petrovo, ne, pa kaznovali bomo tiste, ki jih bomo sami hoteli, ker že zdaj slovenska medijska zakonodaja določene stvari preprečuje, ne, recimo hkratno lastništvo časopisa, radijske postaje pa televizije, pa vidimo, da to mirno uspeva. Ne. Noben problem, ampak jaz bi rekel, kako zelo kratkovidno je to, ne, in omejeno na en mandat, zaradi tega, ker hkrati, ne, ko sprejmeš takšno medijsko zakonodajo, tudi naslednji opciji, ki te bo zamenjala, puščaš eno zelo atraktivno igračo, da počne isto ali morda še huje. Ne. Ja, povej, Peter. Ne, mislim, se mi zdi tudi to, ne, da pač, ko se tukaj igra, ne, s temi zadevami, ne, mislim, da se tukaj ne zaveda točno tega, kar je Mirko rekel, ne, da pač tukaj, da lahko po naslednjih volitvah pride pa obratno, ne, in ne samo to, ne, pač tukaj, kot smo videli v zadnjih sploh mandatih, ne, se pač tukaj gre nekako milo za drago, ne, se pravi, vsak naslednji odgovor je pač bolj resen in se v resnici lahko vprašamo potem, kam nas bo to pripeljalo, ampak morda pa računajo, da bodo na ta način pač preprečili, da bi druga stran prišla na oblast. Peter Golob itak ves čas govori o 2 mandatih, tako da očitno ga naslednji mandat še ne skrbi ali pa jih ne skrbi. Naslednji ne, ampak se tudi 2 mandata se enkrat iztečeta, ne, to je eno, drugo pa tudi kdo pa pravi, da bo Golob na naslednji mandat še vedno premier. Seveda. Zdaj, en vidik me še zanima, ne, ta monetizacija pri spletnih vplivnežih, ne, da tako rečem. Zdaj, vemo, premier ima vplivnice v svoji spalnici, ne. Zdaj, to, kar ona počne, zgleda kot neka perpetuum nenehna monetizacija, ne. Saj vse, kar počne, v bistvu tudi objavlja na svojih teh profilih, ne, ki so pač namenjeni temu, da z njimi služi, saj po dostopnih podatkih pač ona od tega živi. Ne. Kako vidva zdaj gledate na to? Ne? Skratka, ker neka intenca je, se mi zdi, nek duh veje iz tega predloga zakona, ne? Bomo mi zdaj pač, ne vem, pod neka pravila postavili pa kaznovali tiste, ki to monetizirajo, ne? Hkrati pa ravno Tina Gaber z te svoje božične kočije, ne, sporoča, dragi influencerji, ne se bati, nič od tega se ne bo zgodilo, ne, in tako naprej. Ja, ne vem, očitno se v tem predprazničnem času Asta Vrečko in Tina Gaber nista dobili na kavi, ne, to je en aspekt tega, sicer je pa ravno to, ne, da je Tina Gaber eklatantni primer tega influencerja, ki skuša čim več monetizirati svoje vsebine, kaže na arbitrarnost, o kateri smo govorili prej. Medijski inšpektor pač v okviru v okrilju te vladne koalicije najbrž ne bo klical Tine Gaber, ne, naj v 24 urah ali pa ne vem 7 dneh umakne neko vsebino, koga drugega pa morda, ne trdim da, ne, lahko pa da. Mislim, ja, zdaj, če se tle, ne,
vsi smo po tem zakonu, vsi, ki uporabljamo katerokoli socialno omrežje, smo po tem zakonu praktično influencerji. Ker tam piše lahko ali pa tudi ne uporablja to za ekonomske, ali kako že mislim, da ne. Tako, pač ni nujno, ni nujno, da ti monetiziraš svoje vsebine, zato da si po tem zakonu influencer, oziroma je tisti tako široko napisan člen, da pač enostavno, jaz ga drugače ne znam brati kot tako, da pač hipotetično smo potencialno lahko vsi influencerji. Kar pomeni, da objavljamo z namenom, da bi to kdo videl ali pa prebral. Ja, vsi, ki objavljamo z namenom, da bi to kdo videl in bi morda na podlagi tega pač kaj razmišljal. Poleg tega je pa tukaj še en problem, ker monetizacija teh nastopov na družbenih omrežjih ali pa nekih različnih teh videoplatformah seveda ni enoplastna. Ena je monetizacija, ki ti jo že sama platforma ponuja za nek doseg, za neko število sledilcev in ogledov, naprimer. In tega kriterija praktično nihče v Sloveniji za neko resno monetizacijo ne izpolnjuje, ker vem, da so nastavljeni tako, da neke resne denarje od tega služijo tujci, ki imajo na milijone sledilcev oziroma naročnikov in na desetine milijonov ogledov. Tega v Sloveniji praktično nimamo. Druga stvar, neka sekundarna monetizacija pa je, da imaš neke sponzorje, pokrovitelje, neko plasiranje produktov oziroma product placement v ozadju in zdaj kaj? Bo treba te neke pogodbe, ki si jih sklenil kot zasebnik, potem tudi pokazati kulturnemu ministrstvu. Mislim, jaz si tega res ne predstavljam. Eno vprašanje se mi ves čas vrti po glavi v zvezi s tem, pač vplivneži spletnimi. Zdaj, ravno pred novim letom smo se dosti pogovarjali o OnlyFans ustvarjalcih vsebin, zaradi pač tega nove politike Fursa, ki je pridobil podatke o njihovih zaslužkih in tako naprej. Zdaj, so potem OnlyFans ustvarjalci vsebin po tem predlogu zakona so spletni vplivneži ali niso? Ja, zdaj, če so objavili nekaj z namenom, da bi kdo razmišljal o tem, potem najbrž so, ne. Ja, a oni vplivajo na družbo? Jaz mislim, da ja. Po moje, da ja. Monetizirajo tudi verjetno to. Lahko se pohecam pa rečem, da če imaš kot spletni vplivnež ambicijo, da slečeš slovensko politiko, pa naj bo leva ali desna, potem takoj zapadeš pod definicijo spletnega vplivneža. Tukaj je jasno, veš, to je pač tisto, ti potencialno vse narediš odgovorne ali pa hipotetično krive, zato da potem, ko recimo v tistih občutljivih tednih, recimo pred volitvami, pač par posameznikov izstopa, da se pač lahko, medijski inšpektori spravijo na njih. In itak je pri teh stvareh, sploh v medijih je ključno, to je čas. Se pravi, če ti recimo medijski inšpektor vrže novico, ki je danes vroča žemelca, in potem se ti pritožiš na sodišče in čez pol leta sodišče odredi, da je medijski inšpektor naredil napako in ti je po nepotrebnem tvojo novico, ki je recimo razkrila nek škandal, vrgel dol, čez pol leta je to že lanski sneg in vmes so bile morda volitve, ki so se iztekle drugače, kot bi se, če bi pač tista novica recimo odmevala in tako se, na tak način se potem pač to rešuje. Saj smo lahko videli večkrat že tudi v tujini ali pa pri nas, kako se recimo kakšnih tem pač ne odpira, a na tak način pa če bi se jih slučajno odpiralo, pa lahko pa še medijski inšpektor prepreči, da bi se kaj recimo še dodatno... Bi si res želel proti koncu samo še 2 stavka povedati, da me ne bi kdo narobe razumel. Absolutno je prav, da se pogovarjamo veliko o medijih, stanju medijev, svobodi govora in vsem tem. Sem pa vendarle prepričan, da trenutne te pregrete razprave tako o medijski zakonodaji, kot naprimer o nekem blazno drakonskem nepremičninskem davku, služijo tudi kot ena obsežna preusmeritev pozornosti od kar precej velikih težav z demokracijo, ki jih imamo v tej državi. Bom spet šel lahko predvsem na stanje policije in na težave, ki jih ima gibanje Svoboda samo seboj, podobno kot pred letom dni afera Litijska, ki je skušala s prstom pokazati nekam od njih. In vsem tem se bomo seveda še naprej pogovarjali v naši oddaji, z veseljem še kdaj tudi z vama. Za danes pa Mirko Majer, Peter Merše, najlepša hvala za vajino gostovanje v Faktorju. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kako Robertina osvobaja medije, že 1107. Faktor na TV3. Glejte, naša oddaja tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, ali lahko še ustavimo popolno svobodizacijo medijev. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.